Glih sem štartal na kolo, ta teden upam v nadaljevanju videa boste videli tudi ta nov bike, trenutno ga še ni, tole snemam 1. junija. Zdaj pa hiter update, kar se mojih treningov tiče, kje sem itd. Skratka, če gledam po kilometrih, v bistvu niti nisem toliko zadaj, mogoče kakšnega jurja kilometrov, kar bi glih bilo v bistvu tam, da bi bil še par kil lažji, in pa bi logično šlo tudi v klanec gor bolj, zato ker v klanec gor se pa včeraj, ko smo imeli, rečemo, da testno rundo teh dveh klančkov na Franji, se je zelo dobro videlo, da v prvega niti nisem šel toliko slabo, čeprav je bilo, mislim, da okrog minute počasnejši kakor moj ta najboljši cajt, ko sem ga furil na Franji, to je bilo sicer 10 let nazaj, ampak ja. Ampak sem obračal okrog 400 vatov, njima je bilo 404, 398, se pravi average v ta klanc, ampak zaradi mojih kil to pač ni baš nek dober cajt. Medtem ko v ta drugi del me je pa kar zabil, je bil pa res, da včeraj je bil prvi mogoče tak vroč dan in jaz vem, da na vročino nisem glih najboljši, tako da v ta drugi del sem šel pa v bistvu 2 minute počasnejši od mojega ta najboljšega cajta. Takrat mislim, da sem prišel na vrh tam najbrž okrog 10. pozicije, tako da unlejt sem šel pač ful dober. Tako da zdaj s tem cajtom ni šans, da bi prišel z, rečemo, ta prvi, mogoče še celo tudi ne ta druga skupina okrog. Ampak zaradi vas vseh, ki gledate, ki se vidimo tudi na cesti, pa pravite, da vam je zanimiv, pač jaz bom dal maks od sebe in bomo videli, kje bom na koncu. Vem, da zdaj v zadnjih 14 dneh z nami dol še kakšno kilo, pa včeraj nisem bil tudi najbolj spočit. Tako da rečemo, da če pridem vse skupaj od minuto slabšega cajta gor, kar je bil moj ta najboljši, se pravi čez oba dva klanca, bom že super vesel. Ker včeraj smo tudi štartali zelo počasi na začetku klanca, tako da če bi držali od začetka do konca tak ritem, bi bilo super dobro. Se pravi, vate, ki sem jih obračal gor, so praktično identični, kakor sem jih takrat, s tem, da sem zdaj toliko težji, kar načeloma pomeni, da bom po moje v ta drugi del klanca počasnejši, ta prvi del klanca bi mogel pa približno isto odpeljati, kakor sem ga takrat, kakor je bil moj ta najboljši cajt. To je nekje moj cilj. Na prvi del spusta je bil pred mano še Simon, tako da po moje se lahko tudi kaj naučite, se pravi od samih linij, kako je imeti, če ne drugega imate pa traso pred Franjo zdaj gor, saj ta težek del, pa potem še spust, tako da upam, da vam bo tudi to zanimivo, bo bil čisto posebej video sam o tem, pa še semle noter, logično ga bom zeditiral. Je bilo kar nekaj napak, ki sam vem, da sem jih naredil. Po moje, da bomo štartali že za Franjo 2026, tako da bom napisal vse napake, kje se vsak lahko zboljša, glede na čas, ki ga ima. Upam, da vam bo to koristilo, saj tisti, ki se pripravljate oziroma ki hočete izboljšati svoj cajt. Zdaj je to, da pridete v 500 ali pa to, da pridete v top 10. Po moje bo vsem pomagali, je pa res, da tisti, ki ste v top 10, najbrž veste več, kaj jaz, tako da sem vam jaz kle sam neki pameten in delam. Se najbrž nasmejite, kar dosti koliko napak delam. Ampak če kdo hoče kaj pokomentirati spodaj, prosim, bom vesel vsakega komentarja. Zdaj pa upam, da bom pokazal ta nov bike, Niš Fate, da vidite, kako izgleda moj bike. Jaz sem že čisto vesel, tako da naslednji odsek. Še malo pa bom živčen zlom dobil, ker okvirji so na pot že 3 tedne in jih še zdaj ni. Tako da tudi čez parkurit zamuja in ne morem nič narediti. Trenutno so v tranzitu nekje in to je vse, kar vem. Tako da nič upam, da do Franje bo bike. Vagal sem se danes zjutraj, sem kar vesel, 91,6, tako da to pomeni, da sem šel dol 6 kil, vse skup. Nam zdaj rekel, da je to neki ful dober, ker še vedno za kolesarja je to 21 kil preveč. Ampak overall
Pa glede na to, da jem res čisto vse, mislim vse, kar mi paše. Res je, da junka ne jem, pijem tudi ne. Junk jem te bombone na furah, pa takrat, kaj treba. Pol pa še sladoled je pa ta vikend sem bil z mojo na burgerju. Tako da, ajde, jem kar dost, pa grejo kile počas dol, ampak ja, prepozno sem se lotil, tako da ne vem, kaj naj rečem. Sem potrudil, pa bomo videli, kva na Franji. In upam tudi, da pride bajk. Danes je tork, zjutraj sem že delal tele intervale 30 sekund. Intervala 30 sekund, 300 vatov sem držal, pa spet 30 sekund na polno in sem to jih naredil 3x po 5 in ja, sem kar malo zblojen danes. Tako da kolo te res v nič, v primerjavi s kakšnim fitnessom je fitness dost lažji. Kolo, vse sem vam ga že pokazal, ne? Ja, se je najbrž že v prejšnjem videu, ampak zakaj ga ne bi še enkrat. Skratka, tale raketa se je prodajala sam kot okvir z balanco vred za 1800 evrov, tako da tistega, ki zanima, ne mi piše. Zdaj, ki je sestavljen, se lahko tudi v bistvu zapeljete prej. Je pa za višino tam okrog 180 do 185 cm. Čakamo, da pride okvir in pol posnamemo tam, ga bom zvagal, itd. vse. Tako da boste videli, koliko je, ampak od Lovšeta mislim, da je imel 1900 gramov frame set, ali 1800, kle nekje. Tako da ja, je bil, mislim, da malenkost težji od novega V5 RS-a, od Colnagata. Kar je za moje pojme kar fajn. Pa še tisti sončki, ki bi radi nabavili hlače, zdaj imamo res zelo malo GT2 še v L velikosti, pa medium so še 4 SR, pa 2 L, tako da to je to. Ženske pa mislim, da so še medium, pa ene small. Tisti, ki pa hočete kakšno majčko itd., so pa itak zdaj v akciji, plus čelada, očala, ja. Pridite pa si kaj lepega kupite, ali pa pejte na procycling.com in zrihtamo. Dubali smo spet tale stojala, Madonna. Takole, svetu, temen, pa končno smo dubali tudi zračnice, zdaj s 65 dolgim ventilom, tako da te najlažje zračnice so zdaj tudi že na zalogi. Tako da ja, evo, to je to. Končno dobra novica, kolo ne bi bil v Sloveniji, oziroma okvirja ne bi bila v Sloveniji in ne bi dostavali, upam, da danes do 2, če nov danes. Naslednji klip bo pol iz treninga, bo pa jutri, tako da bo ta video, upam, da ga že zmontiram in ja, boste videli čez vikend. Jaz sem že čist vesel, moram si nastaviti pol še položaj itd., ampak ja, nov bike, excited! Grem na, kaj je to, Gornji Ig, 3x5 intervalov, 30 sekund na polno, oziroma cirka 450-500 vatov, ter 30 sekund držim, oziroma probam držati 300 in to ponovim 5x, 5 minut pauze in te serije 3x. Tako da, gremo. Včeraj sem zaključil z unimi intervali, pa sem šel naprej še na rundo, se pravi najprej sem naredil dobrih 40 km na Gornji Ig, en gospodič z Viljerjem rdečim se isto gor vozil, tako da upam, evo, če gledaš, upam, da si fajn treninge naredil. Pa smo še na rundo, mislim, da je pol skupine odpadali že do prvega klančka in od unga klančka dalje smo ostali 4 in do naslednjega so bila samo še jaz, pa samo še eden spredi. Tako da, mislim, da sem ta zadnji trening opravil vrhunsko. Je res, da pol v klanc gor sem šel z bolj otroškimi vati, ampak tako, kot sem že včeraj rekel, rad bi se vsem zahvalil, ko ste prišli na rundo, ker če ne bilo vseh vas, jaz ziher letos ne bi bil pač toliko dober pripravljen, kakor sem, ker sem v bistvu te runde vzel kot trening in ja, mislim, da sem se v to kratkem času, kakor sem si vzel, zelo dobro pripravil. Tako da, to je hiter update, kar se tiče treningov. Zdajle smo 6. junija, se pravi petek, in do naslednjega tedna
mislim, da imam sam še jutri, gremo gor na Trebalev, pa me kar zanima, kakšen cajt bom dosegel na Trebalev, ga bom tudi posnel klanc, tako da boste spet pač videli vate. Ja, me kar zanima, no, ker na začetku mislim, da sem ta prvič, ko sem šel gor, ko sem začel trenirati, je bil cajt okrog 20 minut, pol enkrat vmes, po moje aprila, je bil cajt okrog 16-17 minut, tako da jaz upam, da jutri, tako bom rekel, če bo pod 13 minut, bom zrit ploskal, če bo pod 14 minut, bo pa ok. Da bo pod 12 minut, pol sem pa nekje dobil neko nadnaravno moč in je pač letel. Tako da, evo, to je hiter update, kar se kolesa tiče. To je hiter update, kar se kolesa tiče. Nič novega, UPS še ni update v labela, tako da jaz počas sem že zgubil upanje, da bo kolo do Franje, ampak če pride, pol definitivno se bo sestavil. Tako da jaz upam, da bo, fingers crossed, ker je geometrija identična od tega, ki sem ga že imel. Tako da bo nastavljen čist isto, se ne rabim hecati. Če bi bil čist drug bike, po moje ne bi upal zdaj delati menjave. Tako da, ja, nič. To je to. Upam, da ste uživali v videu. Ja, če hočete podpirati kanal, pejte na Proof Cycling pa kaj lepega kupite, ali pridite na Ziherlovo 10, pa vas postrežem. In tisti, ki pa kupujete custom build bike, danes sem se pogovarjal še z founderjem oziroma lastnikom od Niša, ful dobre informacije dal, kar se tiče novega kolesa, tako da zdaj res že komi čakam, da pride. In vse, kar je povedal, je tudi v bistvu Matej Lovše, ki ga tudi voz v Sloveniji že potrdil. Tako da jaz mislim, da za ta denar, tisti, ki iščete race raketo, s tem, da jo lahko še sami pofarbate, čist custom sestavite, ja, jaz mislim, da trenutno ni boljšega bajka na trgu v tem cenovnem razredu. In tudi, če bi rekel, tudi v višjih razredih je zelo malo koles, ki pridejo blizu. Tako da, nič. Do naslednjič, uživite na kolesu. Let's ride.